Se pravi, nisem bil maneken, nisem bil full športnik, nisem bil bad guy. Je bo to štačil ja. Ne, že da bom govoril fore. In jaz dobim $10,000 in jaz ko, stari, fuck, dejansko lahko. Več ko si, več denarja, več stresa, To bo vsekakor. več psihoze, anksioznosti, tesnobe. Tako da vse več. Ni normalne osebe, ki ima denar, da je normalen. Ne, mora biti vsaj 200, Vsaj 200. da se začne nekaj poznati. Ja, mora biti 200. In spet govorimo o razprodanih. Ja, sej. Veš, ti če 70% dvorane, če prodaš 70% dvorane nekje cirka, je to samo za pokriti stroške. Kam bi bila samo odskočna deska, ki bi lahko potem, da bi lahko malo naredil malo bolj resen denar, je gastarbajteri. Bi kupil nogometno ekipo, bi kupil. Ka fuzbal me ful zanima, od majhnega sem spremljal. Evo, to bi kupil, da bi tako zdaj imel ful denarja in da bi se lahko vzel neki, pa da bi se zabaval s tem, pa da bi bil lastnik. Ja, bil bi nogometnega kluba, bi bil lastnik. Ampak jaz bi vložil v kakšnega, ki bi imel dobro idejo. Jaz bi res vložil. Okay, torej vsi startupi, ki imate Ja, jaz bi vložil, če imate. Jaz sem zmer za, da se usedemo, da mi poveste, kakšna je ideja. Lepo pozdravljeni ponovno v podcastu Investitorka v Pradi s Katarino Matejčič. Moj današnji gost pa je, in zato upam, da bo podcast tudi bolj zabaven, igralec, humorist, komik, stand-up komik, Ja. Ranko Babič. Pozdravljen. Živijo. Mi da se sicer ne poznava, toliko časa se poznava, ampak ne toliko časa, kot recimo z mojimi prejšnjimi sogovorniki, z Bagolo, Umekom in Jeleno, ko se poznamo 25 let, pa je par internih šal, tako da mi da mora danes kakšno interno šalo narediti, da bo ostala taka za... Preden začneva, si rekel, da bo malo bolj sproščeno, zabavno. Kakšni so bili pa ostali gostje? Zelo zabavni, tako da imamo... Se pravi, kaj, jaz moram zdaj še to še dvigan. Imaš težko nalogo. Ja. Da za začetek, to je vedno vprašanje za vsakega, povezano z njegovo dejavnostjo in glede na to, kaj ti počneš, najboljša ali pa tvoja najljubša šala o denarju, bogatstvu, premoženju. Zdaj smo dobra. Najljubša šala, a če rečem nikoli dost, a je to šala? Ja, to je kruta realnost. To je kruta realnost. Jaz ne vem, tako, ko gledam malo sebe in svoje stanovne kolege, na trenutek imam tak občutek, da smo vsi res, mogoče za malenkost malo preveč pohlepni. Nikoli dost. In tudi tako, mislim, ne sam denar, veš, pa dodaten del, pa to bom še vzel za delati, pa to in potem si toliko nakopljamo. Vse vidiš, da več ali manj skozi eno in isto govorimo vsi. Koliko smo zmatrani, koliko smo, veš, pa izgorelost, pa stres, pa vse. Dejansko pa hkrati, ker razlagamo o stresu in izgorelosti, vzamemo še dodaten del, še dodatno predstavo, še dodaten nastop. Tako da ja, ne vem. Kaj torej ni prav velik šal na temo denarja, premoženja? To preresna tema, kako, ali se sam Slovenci ne znamo, Bosanci ne znamo na ta račun šaliti? Mislim, ali je denar tak skrivnosten, tako, a se ljudje zafrkavajo glede denarja? Ja, načeloma ne. Povedati tudi, koliko imajo, pazi plačo. Evo, zdaj, ko se pogovarjava zdaj o denarju. Jaz se spomnim kot mulc, to je bila taka neka skrivnost, je še danes za 90% ljudi, ki so okrog mene, jaz ne vem, koliko ima plačo. Ampak tudi v bistvu, se veš. Ampak mene zanima. A res? Ja, zanima me, koliko je, mislim, ne da me zdaj zanima, koliko ima kdo denarja, ampak tako, zanima me, kakšne so recimo... Kakšne so cifre v določenih branžah? Zelo slabe. Tako da ne vem. Zelo slabe. Jaz bi zdaj tebe vprašal, koliko pa ti zaslužiš? A veš, in ne boš povedala. Za tale podcast nič. Za tale podcast nič, ampak ti to naučiš na drugačen način. To pa res, ne. Direktnega finančnega učinka je 0. Ampak so pa posredni finančni učinki. Ljudje se zelo neradi pogovarjajo. Je pa ravno temu namenjen ta podcast, ravno zato, ker ne marajo ljudje govoriti o denarju, ne marajo govoriti o poslu, ne marajo govoriti o svojih napakah in tudi pozitivnih izkušnjah. Sem se jaz odločila, da bo ta podcast malo drugačen.
Seveda ne vrtamo zdaj le takole, dokler ne rečeš, zdaj le imam točno toliko na bančnem računu. Ampak temu je namenjen. namenjen. Mislim, podjetnik, tako da sem na iPesu, tako da ne morem legati, koliko imam. Lahko pogledam, kaj pa vi mogoče, imaš pa kaj skrit, čeprav zdaj, ko si države izmenjujejo, veš, ta Avstrija, Švica, nimaš več kaj, pa vsi neobanke poročajo, pa zdaj že kriptaši poročajo. Nimamo toliko denarja, da ga lahko skrivamo. Da ga lahko skrivaš. Ljudje te poznajo, ampak če bi ti mogel samega sebe najbolj opredeliti, kaj si? Moška copata, alpski Ranko ali dejansko v krizi srednjih let? Ali vse troje? Pa greva dobro si to rekla. Vse troje. Ja, vsega pa malo. Okay. V enem trenutku malo kriza srednjih let, mada jaz mislim, da me počas mineva. Že? Ja, sem že 45. Da sem se s tem začel ukvarjati. Pravi, da je okrog 50. Jaz sem se s tem začel ukvarjati pri 38. Okay. Takrat, ko sem naredil predstavo, kriza srednjih let, to je bilo 6 let nazaj, takrat sem dejansko čutil, da sem v tej neki, kaj se dogaja. Alpski Ranko je predstavil, ko govorim o tem, kako probavam nove stvari, tako da probam probavati, a veš, kaj se veš, enkrat se živi, pa da greva to, pa greva tist. Tako da moška copata, s 3 puncem sem doma. Tako da žena bi se strinjala s temi tvoji 3 opisi, torej kriza srednjih let. Jaz mislim, da se žena z marščim ne bi strinjala, kaj jaz govorim v intervjujih, ampak recimo, da bi se, tako, suma sumarus, bi se strinjala. Večkrat si rekel, da bosanske družine nekih želja, ambicij, otrok ne postavljajo lih v spredje. Ni prva stvar, da bi prišel domov in rekel, kaj si ti želiš postati, kje so tvoje prednosti. Kaj si torej hotel biti kot otrok? Ne vem, fuzbaler, to je neka taka ex-jugoslovanska velika želja, večina fantov. Ne? To je res. Kaj tazga, ali si imel kaj bolj izdelan? Ni bilo ni tega nekega suporta, pa tega ameriškega I believe in you, you can achieve anything. Tega res ni. Zdaj ne vem, je to samo pri bosanskih družinah, je tudi pri slovenskih. Zdaj jaz bom govoril v okolju, ko sem jaz odraščal. Ni bilo tega pumpanja. Zato je dostikrat pravim, da danes je zlata doba otroštva, kako danes mi hvalimo te naše otroke. Jaz bi bil astronaut, to sem tudi rekel v predstavi. Pa se, ni res. Zdaj pa gledaj, vsi imajo medalje, diplome, sploh ne rabijo biti med prvimi 3, to se krtala. Astronaut, mislim, da smo lahko vsi. Tako da to dejansko res, zdaj pa kva sem jaz hotel biti kot mulc, jaz sem sam vedel, da nočem delati v tovarni. Okay. Ker moja mama je delala v tovarni, moj ati je delal v tovarni in je bilo meni tako, to ne bi hotel. Zanimivo je, da potem, ko sem bil študent, sem največ delal v tovarni in to v isti tovarni, ki so delali starši. A vidiš, zarečen kruh? Dobro je bilo plačan. Ja, 4-izmensko delo je bilo, dobro je bilo plačan, recimo v tolarjih, da si malo lahko predstavljajo, to je bilo recimo 20-25 let nazaj, jaz sem dobil $200,000. Zdaj pa moš vedeti, ena plača navadne delo, ki je bila 110, 120. To je bila povprečna plača. Ja, in je bilo, ne vem, v pisarnah, ki so delale, je bilo 150, 140, 160 tisoč, mi smo fantje, študentje, dobili $200,000. In to, ko so mi dali na izbiro, a bi šel delati v pisarno, a bi šel delati v tovarno, in smo valjda smo takrat vsi, gremo v tovarno in smo delali. In po tej izkušnji si še bolj rekel, nočem delati v tovarni? Definitivno. To, ki sem tam delal, je bilo tako resno, to je bilo je zabavno, ampak jaz mislim, da bi to vsak moral probati. Preden se začnejo te mulci zafrkavati, kaj oni bi, kaj ne bi vsi morali biti malo fizikalti. Da dejansko to vidijo. In jaz sem kapo dol, jaz res vsak del, ki je fizično zahteven, jaz to res še ekstra bolj cenim. Verjetno veliko ljudi ne ve, da si potem se odločil za študij na fakulteti za upravo. Je to uprava, organizacija? Organizacija dela. Se pravičujem, uprava. To tako rečeš, Niglih fakulteta za organizacijo dela v Kranju. In pazi to, jaz sem diplomirani organizator dela v delovnih procesih. Niglih pika-plajn, da bi zdaj prišel do tebe v razstoj, ne vem, študiram organizacijo dela. Ne. Plus, potem si delal kot zavarovalniški agent. Verjetno je zavarovalništvo dejansko ena od najbolj boring panog na tem svetu. Noben, ki dobi zavarovalno polico, reče,
komi čakam, da doma pogledam. Spet preva do tega, da se zdaj počutim, droben tisk. Ne, odkje sploh to? Ne, mogoče si rabu. Ne, ampak... Mal probati to, da je potem ves ta zagon, energija, smeh, ideje prišel ven iz tebe. Ne. Nar. Hej, jaz se zdaj počutim res, da sem na enem stolu pa enemu psihiatru. Dejansko sem se tudi zaradi... Pazi, se pravi, delal sem faks in en kolega me je poklical z enim frendom, z Mikijom, takrat, ko sem skupaj delala. Ja, je videl, da sta ful tako zabavljačem in da se... Lih takrat je bil ta cajt, ko sva začela po odri hoditi. Mogoče bi pa ta vajin talent, pa to sproščeno pogovarjanje z Bancija gor dol. V zavarovalništvo. Takrat so bili te naložbene zavarovanja, so res rasla in tega je bilo kakor češ na trgu. In sem šel delati. In pripričal me je spet s plačilom. Menda si bil dober. Zakaj si bil dober? Zato, ker, no dobro, soliden, ampak vsem dober, rečva da nadpodprečen. Zato, ker si imel tak dober, prijeten, zabaven pristop do posameznika, ali si delal aktuarske izračune tako z glave. Gospod, če boste živeli 30 let, pa boste imeli tako pokojnino, boste imeli tole. In če upoštevamo obrestno mero 7% na leto, pa upoštevamo realno inflacijo 2%, potem boste imeli zagotovo vsaj 520,000. Ali si bil tako? Točno to sem delal, ja. Pa se ta šablona je skozi ista. Glej, zavarovalniški agent, takrat, ko smo mi hodili po doma, skozi je bila ista šablona. Se pravi, imaš cajta 1 uro. Dajo ti, 3-4 stranke v tismu mestecu, kakšni vasici in ti imaš 1 uro. Od tega imaš dejansko 50 minut, stoka noter, da se prepeleš od ene stranke do druge. In v teh 50 minutah, 40 minut sem jaz gledal okrog po stanovanju, kaj on ima in da navežem pogovor, da navežeš, to so te psihološki triki, da navežeš to, da veš, vi ste lovci, da to ful zanima in tako, pa ste kdaj razmišljali, da bi lahko vas kdo ustrelil od kolegov? Ja, sem, no, vidite. Zato pa je tukaj zavarovanje. Kako ne veš, kdaj bo to zadnja jaga, ko te šli. Tako da, moral si dejansko gledati po stanovanju, kaj ima in navezati stik. Ja, in potem s pomočjo tega mu... Torej bil si malo psihologa. Ja, malo si bil tudi malo že od otroštva zabaven. Za Bosance velja, da so zabavni. Ful šali na Bosance. Bosanski filmi so vedno fenomenalni. Tako malo bolj so sproščeni kemi. Pač nek Bosanc nekaj reče, vsi krepnejo. Slovenci nekaj rečejo, ne veš, a bi joko ali kaj. Pa vsi so Slovenci zdaj tudi. Ne tako, kot Bosanci. Si bil zabaven kot otrok, ali si imel to na nek način, mogoče malo kot obrambni mehanizem? Je bil obrambni mehanizem. Definitivno. Moji starši so ločeni in jaz sem bil, to je bilo 86. Jaz sem odraščal v blokovskem naselju in jaz sem bil edini od ločenih staršev. Tako da jaz mislim, da je bil to bosanskih ločenih staršev. Katastrofa. To ni bilo danes nič posebnega, smo se ločili. Danes je vsak drug. Takrat je bilo pa to tako, kdo je ločen, daj predvsem, a vidiš, on je tak, to je bil tako, da ga poglej ga. Tako da jaz mislim, da je bil to malo obrambni mehanizem. Ne, pa ne malo, je bil. Ker splošno pravijo, da recimo klovni, ljudi se klovno sicer boji, ampak da so klovni deep down, eni najbolj žalostnih ljudi. Siguren. Da tudi veliko komikov je v bistvu v realnem življenju tako drugačni. Vsi. Toliko v bistvu nezabavnih. Pa vsi imajo neko izkušnjo. Težko. Glej, vsi. Jaz, ko gledam zdaj okrog sebe, pa tiska prav, da je, jaz sem imel v redu zadeve doma, mi smo imeli pošlihtane stvari, nis bil ti pri nobenemu psihologu, nimaš. Torej, s teme rata zabavna svetloba. Jaz definitivno in izzivam vsakega, ki misli, da je to drugače. Glej, jaz ga izzivam, da ga analizirajo 3 psihiatri in da mu dajo potrdil, da ni komedijant zaradi tega, ker ni imel nekih travm. In odkot torej iz teh najbolj seksi poslov, delo v tovarni, zavarovalniški agent, študij na fakulteti za organizacijo dela, potem odkje igralstvo, odri, komedija, koliko si bil star, kaj se ti je naredil? To mi je bilo drugače kot mulc, mi je bil to očitno nek beg, da sem gledal skozi te komedije, tudi kot si rekla, jaz sem ta stara šola, ki sem gledal te komike iz bivše Jugoslavije
te filme, ki jih marsikdo danes sploh ne pozna, to so te stari 70-ih, 80-ih in imam par teh igralcev, ki so mi bili tako wow in sem pogledal njihove filme 600 000-krat in mi pač ta humor mi je bil fajn. Vse mi je bilo cool in sem začel jih tudi oponašati. In tudi tak sem bil potem v družbi in sem se rad zajebal. Bil sem tudi tečen, bil sem tak, kako rečejo po domači, koliko lahko tukaj zdaj moram merkati na jezik? Nič. Okay, podcast je, rad sem podjebal, rad je bilo tako, ful je bilo, plus da sem potem tudi treniral nogomet kot mulc in to je pa je treba nasprotnika skozi, pa tudi tako v garderobi, to je skozi neki, priješ oblečen, veš in kaj, to so vzeli od mami majico in ti se moraš odbraniti, češ ti, to te bojo sam gazili in je bilo, skozi je bil ta nek obrambni mehanizem. In sem opazil to, kot prvo, kot drugo, sem videl, da se ženske rade smejejo. Absolutno. Tako da je bil tudi eden, pač, ker nimam manekenskega videza in nisem mogel zdaj prijeti, pač, veš, pa zdaj. Nisi sam prišel tja, pa bil ja, pa tam prišel tja, pa tako, veš, ampak sem moral nekaj povedati. Tako da sem opazil, da je to tudi eden od načinov. Kaj je bil torej najboljši pick-up line? Kaj je bil pick-up line? Ja. Na kaj je zdaj ženo? Ne, nisem imel pick-up line. Ne, jaz sem bil, to je bilo katastrofa za osvajati zunaj. A res? Ja, jaz sem bil ta. Čez dan, ti si delala v trgovini, pa so pa jaz vprašal malo, pa nekaj zajebancija. Takrat ti je bilo vsem. Ja, ampak je bilo tako sproščeno, da sem rabil odred, da sem lahko povedal foro. Ja, nisem imel pick-up line. Nisem imel pick-up line. Še dobro, da jih ne rabim. Torej, od kje sva tle odri in to, kako se je začel, kje se je začel? No, in potem smo hoteli biti malo, jaz mislim, da je ta malo potreba po temu, da izstopaš, da si, pač, nisem bil ful uspešen športnik, nisem bil nek pretepač, to je tisto, kar je punce, se veš, bad guy. Punce tam, ki se starejo 18, 17, 16, 19, hočete neki te bad guy ali pa neke športnike ali pa manekene. Se pravi, nisem bil maneken, nisem bil full športnik, nisem bil bad guy. Je bo to štačil, ja. Ne, že da bom govoril fore. In dejansko je bilo tudi, to je bil tudi eden od razlogov, da je bilo to zabavno, pa da igramo, pa uživali smo, pa vsa ta pozornost, pa malo so bile tudi punce, pa no, pa v enem trenutku ugotoviš, stari, od tega se da tudi živeti. Predvsem pa to nekako tako, ne raba se nekaj pretegniti, ne rabam delati v tovarni. In dejansko je bil ta prvi trenutek, ko sem videl, da bi lahko nekaj zaslužil tega, se prav spomnim, kada je bilo včeraj. Bili smo v Kranju, en dogodek je bil. Slon in sadež bi morala prijeti nastopati. In midva s tem kolegom Mikijom bi morala biti kot neke vrste ogrevanje, da potem oni torej nastopajo kot predskupina. Valjda pro bono. In jaz ne vem, kaj se je zgodilo, da sta ona dva odpovedala. Zakaj, kako, ne vem. Hvala, Slon. Jaz sam vem, da je Miki na koncu prišel do mene, ker sva mi da naredila svoj nastop, gor dol, in sva res razturila so stand-up, sem imela, to je bilo leta 2004. Vsak je naredil 15 minut in je bilo res stop gor dol. In on prije na koncu in mi da $10,000. Če se spomniš, to je bil tist tak vijolčan, je bil modar, kakšen je bil tist? Mislim, da je bil tak roza viola. Ja, roza viola. Jaz, ko gledam tistih 10 ur, jaz, kaj je to? Pravi, organizator je rekel, ko sta ona dva odpovedala, to je bilo kao mišljen. Zdaj ne vem, je bilo mišljen to, kaj verjetno več, pa so oni dali vse, bo že nima veze. In jaz dobim $10,000 in jaz ko, stari, fuck, dejansko lahko. In to je bilo, to bi jaz delal. Prej je bila zajebancija in je bolj to neko, da se malo, veš, da se malo pokažemo, da malo izstopaš ta pozornost, kaj iščeš kot, ne vem, 22-letnik, nek najstnik še v zrelih letih. In potem, ko zdobo to iz prvi denar, je bilo tako, se pravi, ti si smešen, smejo se in dobiš lahko plačan. In kako hitro so potem začele prihajati ponudbe, špili, gigi, nastopi, kakorkoli vi temu rečete? To se je tako vlekel, ta mehen denar, to se je vlekel še naslednjih 6-7 let, je bil mehen denar. Je bilo tako, kar reče mehen denar za preživetje. Torej, se pravi, nič za ustvariti, samo za položnice, pa da imaš zase za jesti in to je to. Kdaj je bil torej tisti prvi velik preboj ali pa nekaj, kar pa je naredilo razliko, nasleden korak, nekaj, ki pa je šlo več iz, kot rečemo, iz rok v usta? Ena žlahtna štorija, ki sem igral v seriji in istočasno sem dal ven predstavo Moška copata. In je šlo oboje.
res je šlo lepo. Se pravi, Ena žlahtna štorija, serija in Moška copata predstava. Res ta predstava je surfala skozi vse te sezone, ki je bilo 6. Bil sem na TV-ju 3 leta. To je bilo na Planet TV-ju. In je bila prva ta dnevna serija, ki je bila toliko uspešna, pa se je pa to začelo, mi smo posneli 300 delov. In takrat je bilo pa res, pa ne z televizije, ker veš, da na televiziji ni denarja, televizija je to, kar ti zdaj delaš pro bono, ampak da te ljudje vidijo in potem na podlagi tega ti potem lahko to naučiš. Tako da takrat je bilo pa potem zares. Tam se je pa res, se je pa začel poznati. Torej, žlahtna štorija je bila v bistvu skočna deska, ne zares finančna, ampak širši. Odskočna deska, da so ljudje videli, česa sem jaz zmožen in da so dobil priložnost, da me vidijo. Katera je bila pa tvoja najljubša vloga do zdaj, v kateri si se najbolj najdel? Katera je najbolj ti ali pa najbolj ne ti, ki moraš res igrati, pa daš ven iz sebe vse, kar ti nisi, pa ti je kdaj bed, pa veš, nočeš tega. Mislim, definitivno je bila vloga ta v Eni žlahtni štoriji. To sem bil res tam, jaz za band na pol Balkanc. Mislim, bil sem Balkanc, tako da sem lahko tako malo govoril, nisem rabo merkat, ampak sem tako govoril, veš, jaz sem to, ampak ne tako, kot danes te. Ampak, ja. In tista je bila res mi pisana na kožo, da sem pa imel vlogo, da sem moral biti nekaj, kar nisem v privat lifeu in da sem res užival, je bil pa Ja šef. To pa definitivno. To sem imel pa vlogo Ladota, sem mogoče gledala Ja šefa. Ne. V glavnem, to je ena serija, ki Vem, kakšna je ful uspešna. In to je bilo tako, zame, ta serija je bila tako, se pravi, oni že snemajo, 80 epizod naredijo, do konca jih je 120, 80 jih posnamejo in pride zdaj nov lik v serijo, kot nek upravnik nekega hotela. In zdaj naenkrat ta nov lik je nek zajeban pizdunček, ki ima sam sabo neke težave, ampak on je šef. In ti naenkrat prideš na set in se kregaš z zrnecom in ti njemu težiš, se pravi svojemu vzorniku, neke vrste vzorniku, ki si ga res tako gledal, kot ko sem začel jaz se s tem ukvarjati, je bil on tako, še danes je, on je, nimam jaz, legenda, rastura svoj posel. Ti razni Viktorji, to je tako fenomenalno. Za njega sploh ne poznam osebno, živo za živo, in zdaj nekaj tako snemamo in jaz imam tekst, da njega moram skurcati in ga nekam poslati in se z njemu fajtati in bilo meni tako, wow. In kar naenkrat sem bil jaz v seriji nad temi, Katarino Čas sem napizdeval, Zrneca sem napizdeval, z Zemeršičem sem se grdo gledal, da ne govorimo o teh kuharjih, Klemen Janežič, pa vse, ki so bili vsi tako, jaz jih res vse cenam in so mi res vsi top. In kar naenkrat moš prevzeti to vlogo, da jih lahko, ker ne bi bil jaz tak v privat lifeu. Vidiš, so te plačali za to, da si jih napizdeval. In je dobro izpadal. In čutim, da sem imel to nekje v sebi. Jaz sem sam vesela, da me na Popu niso odpustili, ker v 12 letih, ko sem delala tam, nisem pogledala ene stvari, ki je Pop delal kot projekte, tako da ja. Jaz sem se držala newsa, hard newsa, decid. Posebej ste tam na svoja sekta. Mi smo tam v spodnji kleti, pridemo kasneje, delamo cel dan, gremo pozno. Pa to nima nič veze z zabavnim programom. Ne, nič. Dobro, meni so finance zabavne, tako da zame je bil to zabavni program, jaz sem čudna. Katera vloga ali pa projekt je bil pa do zdaj najbolj finančno uspešen? Misliš televizijski? Ali pa predstava? Ne, televizija ni finančno nikoli uspešna. Ne. Pa tako veliki denarji se tam obračajo? Ne, veš, da se ne. Za celo bajto, ja? Ne, za celo, valjda, to je velik projekt, ampak se to potem razdeli. No, igravce, no vse to poškašne, to pa to mena, Ja šef ima, ne vem, 100 plus ljudi, ki moš plačati od tizga. Tako da ne, televizija definitivno pa nobenemu ne prenese. To je tako. Prepoznavnost. To je prepoznavnost, pa za sprot. Ni zdaj, da še da je zdaj slabo, pa da tako, ampak ni pa to, da boš ti zdaj rekel, on pa je skupaj vse stanovanje od tega. Ne. To ni Hollywood. Ne, ni blizu. Tako da gledališka predstava, zdaj, kjer je bila najbolj finančno uspešna, tako vidim, tako me je zafrknil, ker sem začel s krizo srednjih let in sem res dober štartov. Alpski Ranko. Nekje sem prebrala, da ne vem, katera od teh je imela 380. Moška copata je imela 380, ampak ker sem bil nov na temu biznisu, sceni, nisem imel toliko
dobre pogoje. Še kar sem bil dobro plačen, nam rekel, da sem bil slabo, ampak ko primerjam moško copato in alpskega rankota, kako so se te procenti zmanjšali za producenta in organizator. Jaz sem potem na koncu tudi prevzel svoje, jaz sem bil potem glaven. Pri moški copati sem bil jaz samo scenarist, režiser, nisem bil producent, pa sem bil že pri krizi srednjih let, sem bil že na pol producent, pri alpskemu sem bil pa že vse. Torej več, ko si, več denarja, verjetno. Več, ko si, več denarja, več stresa, to bo vsekakor. Več psihoze, anksioznosti, tesnobe. Tako da vse več. Ni normalne osebe, ki ima denar, da je normalen. Jaz ti nekaj povem, to je, a pa se jaz, zdaj, se bo zmer najdel nek tam, ki bo pisal po komentarjih, ja, jaz, kjer, mislim, to je, več denarja, več problemov je, sigurno. Absolutno. Ja, in, ja. In zadnjič sem slišala eno izjavo, da ljudje zares cenijo denar in znajo v njem uživati, ali če ga enkrat v celoti izgubijo in na novo dobijo, ali pa res trdo do njega pridejo. Vsak, ki mu je podarjeno, nikoli ne razume, koliko dober to je, koliko dober in koliko fajn je biti bogat. Kako še kar živim skromno. Škokrat meni moja partnerka reče, pa kva s tabo, pa ti se obnašaš, da dela za minimalca. Še vse tako, ker ni, a veš, iz nič sem prišel iz enosobnega stanovanja, ja, drugače. Lej, tudi taki biznisi nikoli ne vemo, kaj se nam zgodi, ne? Ne, in točno to, in to so ta dva čustva, ki nas skozi strah in pohlep. Skozi sem v tem okrogu, se pravi, pride maj, juni, juli in pride ta čustva strah. Okay, kako bomo, kako bomo polet, in potem pride, se pravi, to je ta mrtvo, maj, juni, juli, avgust, september. Še, ja. In potem se pri meni začne vse pržigati, začnejo predstave in potem začneš in potem, da bom še to naredil, da bom še ta nastop vzel, ta pohlep pride ven in se non-stop, lovita se v krogu. Strah pohlep, strah pohlep. Kaj govoriš, da ti nič ni jasno. Tako da jaz mislim, in to je, da viš, ni to zdaj, da sem jaz nedoločen čas zaposlen in jaz zdaj dobivam tam neko plačo. Pa regres, pa to. Mislim, je regres. Če si ga jaz moram sam izplačati, ampak je regres. Kakšna bolniška, jaz pa ne vem, kako moja doktorica zgleda. Presežem. Kako dober se, da torej, rekel si, da si zelo skromen, da živi skromno, ampak to je tudi delno človek. Ampak tako, če gledava celo to sceno, igranje v komedijah, kar je pretežen del našega igranja, če odštejemo dramo, pa MGL in podobne, koliko dobro se da na slovenski sceni s tem živeti. Je glasbenikov, recimo samo nekaj par, ki dejansko lahko tega normalno in dobro živijo, veliko jih zraven še dela klasične službe. Tudi če kakšne druge stvari so. Se tudi vprašanje, zakaj delajo klasične službe? Dobro, jaz poznam dosti glasbenikov, ki naredi, ne vem, 5, 6, 7, 8 nastopoma na mesec, pa še kar ima službo zraven. Pa se tako vprašam, a je to neka varnost? Ja. Ne vem. Torej, koliko dober, mislim? Koliko dober, to, koliko imaš razprodane dvorane. Če imaš razprodane dvorane, se da živeti. Mi se da v redu živeti. Niso to zdaj neke cifre, da bi zdaj rekel, zelo smel vilo z bazenom, to ne, ampak da se dobro živeti. Okay. To ni zdaj, ampak predstava je pogoj. Pa ne samo predstava, pogoj je razprodana predstava. No, seveda, ampak ni največji... televizija, ni gledališče, ni kakšna reklama, kakšna dobra reklama. Kakšna dobra reklama, pazi, ki bi za večer delal Hoferja, jaz sem slišal, da so bile cifre kar konkretne, ampak to moš vedeti, to... je njemu uspelo, zaradi tega, ker je on in brand in ful je to dobro naredil. To niso zdaj dili, ki zdaj ti lahko čakaš in zdaj jaz čakal. Koliko pa je teh dilov? Se pogledaš v teh ta glavnih, kdo je delal Bizvičar, je delal Hoferja, Zrnec je delal A1, Kavace je delal nekaj s Telekomom, zdaj to, kar se jaz spomnim, Magnifico je tudi nekaj delal s Volkswagenom, Đuro dela s Kio, zdaj so to naštela, ampak to zdaj spet niso pa to taki denarji, da bi zdaj imel eno pogodbo o 5 let. Ko briga me, nič ne delam. Ne moreš, ni šans. Ampak da se pa, oni so res dobro zaslužili. Na koliko let je torej treba narediti novo predstavo, da imaš razprodan, pa da se ne izveni? Nekje na 3 leta bi moral narediti, če hočeš
nekje držati ta nivo. Ja, Pa torej končaš na vrhuncu ali končaš s predstavo? Nimam jaz problema s tem, da jo končam, ko začne padati. Jaz ni moj ego to lahko svolga. Dosti ljudi tako, ne, jaz hočem biti na vrhu, a veš, da ne rabim. Meni je fajn, glej, 380 predstav, ko sem naredil, pa je bila kriza srednjih let 240, zdaj bom imel tole alpskega Rankota, kdaj gre to ven? V ponedeljek. V ponedeljek, ok, se pravi, imam 195. Okay. Včeraj si imel predstavo, danes imaš predstavo. Tako da bom imel predstave. Pejte pogled predstavo. Imam še 3, imam pa v Koleziji, sem zdaj v Ljubljani še konc meseca in pol to. Za 3 mesece pa imam pa poslovilno turnejo jesen. No. Tako da jih računam še narediti nekih 30-40 in to je to. In nimam problemu. Zdaj par predstav je bilo, ker ni bilo čist razprodan, ampak že razmišljaš naprej? Sam da to zaključim. Če ti, ne vem, greš v nov mest 8-krat in razprodaš in v 9. prideš in je 70-80 ljudi manj, je to še kar dober. In narediš predstavo. Nimam problema s tem, glej ti to. Koliko mora biti velika dvorana, da je to rentabilno? Koliko je to ljudi? Ker verjetno pač, če delaš na 20 ljudi, tudi ni, ne? Ne, mora biti vsaj 200. Vsaj 200. Da se začne nekaj poznati. Ja, mora biti 200. In spet govorimo o razprodanih. Ja, sej. Če 70% dvorane, če prodaš 70% dvorane nekje cirka, je to samo za pokrit stroške. Reklamo, advertising za vse te svoje stvari. Pa za celo ekipo pa vse, ja, ti potem delaš od teh 70 do razprodanosti. Ja. Težek biznis. Ni preprost. Pa se vidiš na trgu, koliko je predstav. Ja. Imaš menedžerja ali se delaš sam? Nimam menedžerja, imam poslovnega partnerja, s katerim skupaj delava, pop teater, in delava tudi predstave skupaj. On ima tudi druge predstave in sva koproducenta. Ampak kdo naredi recimo čisto finančno kalkulacijo? Moramo imeti toliko predstav. Oba skupaj narediva. Oba skupaj narediva. Oba skupaj narediva. Ja. Nimaš pa nobenega, ki bi ti, ne vem, rihtu dile v serijah? Ne, tega sploh ni pri nas. Ni. Ne. Vse sam. Da bi imel neke menedžerje, tako kot se pogovarjam s Katarino, veš pa ona ima svojega menedžerja, malo v tujini, in on rihta, da greš na cast, da greš na audicije in te fore. Tega pa nas ni. Jaz mislim, da ni. Da misliš, da ima ker igralec? Ne. Kakšni muzičari imajo menedžerje, ampak to ta muzičar je tako. Oni rabijo menedžerje, da se meni zašpile pa vse to. Sej jaz imam tudi neke vrste, ampak to ni menedžer, to je moj poslovni partner. Dobiva, še razdeliva si po procentih, tako da skupaj dogovarjava, kam bova šla, tako da ne bi rekel, da je menedžer. Ker jaz sem čisto vpet v vse to. Vse veš, kaj se ti dogaja. Vse vem, kaj se mi dogaja. Si kdaj razmišljal v tujini? Sem. In? Zdaj razmišljam. Res? Ja, zdaj sem v tej neki fazi. Ker je kakšna priložnost prišla? Ne, veš, kaj je bila fora? Fora je v tem, moji starši so iz Bosne. Jaz sem se prvi naučil kot otrok govoriti bosansko, zato ker smo takrat živeli še v Jugoslaviji, kar se mi tudi danes vidi po izgovorjavah in pravilni slovenščini. In zdaj, jaz znam govoriti in znam tudi govoriti fore v bosanskem jeziku. Ni to moj materni jezik je slovenščina in jaz edin tako lahko. Da, bi prišel nazaj, ne? Ampak zdaj, in je neka kombinacija bila, ko smo delali Ličkote, je bil Šarič v Sloveniji. Znam, delali smo turnejo, vse veš, da smo delali Ličkote, to poznaš, ok. In je on potem delal nek festival v Zagrebu, rekel, ajde Ranko, dođi, bit će dobro, naš ono zajebanci, stari pizda, jaz to ne znam. Pa dej sam prevedi 20 minut, nauči se govoriti, dejansko se res moral naučiti, ker težko je. Vmes mi je še kakšna beseda, ki sem moral prevajati na odru. To je bilo prvič. Ok, Zagreb, 400 ljudi, 3 leta nazaj, razturim. Tako folk umira, da sem tukaj. Prav moram se pohvaliti. Razturim. Pravilno. In je bilo tako, tili gledajo vsi ostali komiki, bili so regionalni festivali, bili so iz Srbije, iz Črne Gore, iz ostale dele Hrvaške, bil je tudi Vinča, moj dober kolega, takrat sem ga spoznal. In Vinča, veš, da je danes, on je zdaj ta glaven je na Balkanu, rastura, razprodaja dvorane, vse tudi v Cankarjevem domu, bo zdaj novembra. In on me, ko stari, pa ti bi moral raditi Balkan, pa ti rastruješ gor, ali pa je skadej pust, imam jaz tam svoje stvari, delal sem ja šefa, predstave, bla, bla, bla. Ok, to je en cajt mine. Dobim jaz klic od črnogorskega komika.
lansko let. Mi delamo v Podgorici, delamo festival, spet iz Hrvaške bojo pa še Srbije, rad bi, da tudi ti priješ iz Slovenije, da bomo še enega predstavnika iz Slovenije. Ok, pridem jaz dol in ti moš nekaj vedeti. Drugo je delati joke v Sloveniji, kad ti prideš gor z neko prezenco poznajo te gor, da ljudje se ti smejo na nekatere stvari, kad mogoče se ne bi smejali. Nekomu drugmu ti priješ dol v Podgorico, jaz sem niko in ništa. Moraš biti res smešen. Noben me ne pozna, jaz sem, kada me tako postavil, ajde. In valjda jaz prijem gor, tiste pa tam poznajo, malo poznajo Hrvaško, zato ker ta festival je že 7 let, poznajo malo hrvaško sceno, a veš, tudi gledajo klipe, oni gledajo rile, gledajo in vidijo hrvaške komike, srbske gor dol. In zdaj jaz sem prvič zdaj tam v Podgorici in jaz prijem na oder in tako 2-3 minutke, jaz in jih takoj dobim, začnem se nastop fenomenalen. V Podgorici smo imeli 2 dni, en dan je bila ena skupina, drugi dan je bila druga, jaz prijem drugi dan gledati to našo skupino, ki smo ekipa 10 komikov in jaz sedim v dvorani in ljudje prihajajo not in prihajajo do mene. Svaka ti čas, pa ti si moje odkriče, pa kako si ti smešen. In dejansko mi je bilo tako, fuck. A veš, to je za komika, se tudi ljudje ne more razumeti, to lahko še najbolj komik razume, da ti priješ kot no name komik in da ti nasmeješ, ti dejansko takrat vidiš, aha. Res sem dober. A veš, res si dober. In zdaj. Sam vprašanje, rabiš drugačne šale, da nasmeješ Slovence? Ne, nisem rabil. Sen se mi zdi, da veš, so kakšne interne, ne vem, nek človek, ki ga omenjaš, ki ga pač... Nisem rabil, zaradi tega, ker jaz govorim o družini, o sebi, o spremembah na svojemu telesu, odnosih. Torej, nekaj, kar je univerzalno. Nekaj, kar je univerzalnega in ko vse razumejo. No, in zdaj imam ta problem. Ker sem to, tudi tam je bilo fenomenalno, 2 meseca nazaj me kličejo iz Hrvaške, v Opatiji delajo nek festival, me je Vinča klical, stari, bi ti nastopil. Ti gor dol. Potem so me drugi Hrvati klicali z enega splitskega festivala. Ajde, dođi kod nas. In zdaj sko, fuck. In zdaj sem v temu, točno zdaj, kam mi to razlagaš. Glede na to, da so zdaj le v zuni sirene, jaz mislim, da to pomeni, da moraš nujno iti. Ja, to je znak. Ko slišal sirene, to je sreča. To je zdaj, nekdo zdaj tam umira noter, da se vozi v teko rešilca. To zdaj znaka, veš, ko so se prej pogovarjali, kako pridajo kakšne stvari, to je zdaj le znak, da moraš nujno iti. Tako da razmišljam o tem. Ful me mika, ne vem sicer kako, ta prepoznavnost je problem. Ker zdaj na festivalih to je v redu. Festival organizirajo drugi, ponovadi domači komiki, imajo nek backup, veš, pridejo gledati in jaz sem kot neko dodana vrednost. Zdaj pa kot solo, tako da sem v fazi razmišljanja in je tudi to me malo tako, edini sem v Sloveniji, ki imam to prednost. Absolutno. Definitivno nima noben. Da jo izkoristi. Tudi tako, noben jaz sploh ne vidim, da bi lahko kdo, pa se dostakrat zajebavam, pa lahko zdaj to tako povem. Jaz ne vem, kjer slovenski komik balkanskih korenin, mogoče Perica Jerkovič, on tudi zna govoriti dobro, ampak vse ostalo bi se morali kar malo lomiti in ne bi bilo to tako naravno, kot bi bilo meni. Lahko govorijo slovenščini, pa jih noben ne razume. Ne, se govorijo, se znajo. Par komikov zna, David Valič zna ti povedati joke v Hrvaškem, ampak se čuti, da je slovenska, se je naučil govoriti. In me mika in zdaj sem v tej fazi, ko imam te notranje boje, a se podati na to pot, kako to narediti, kva če bom failal, ta strah pred neuspehom, definitivno. Ampak kaj pa, če ne failaš? Kaj pa, če ne failam, ampak jaz mislim, da na koncu bom. Okay. Jaz mislim, da ti lahko zdaj tukaj povem, da bom nekaj probal, tako da koncu ti moram probati. Ker vidim, da me to zdaj že žre. A veš, to je bilo 2 let nazaj, 3 je bilo tako give za fuck. Ja. Potem lansko let je bilo tako, me je prijel in me je tako malo držal in me je malo začel spuščati, ampak me je skozi držal. Zdaj pa, ko sta me pa tada poklicala, je bilo pa tako, ok, dobil sem potrdilo. Lahko postaviš tam višjo ceno, zato ker je večji trg? Ali zaradi njihove nekoliko nižje kupne moči? Kaj, na Balkanu? Ja. Ne, Balkan ne more. Balkan bi bila samo odskočna deska, ki bi lahko potem, da bi lahko malo naredil, malo bolj resen denar, je gastarbajteri. Se pravi, to so pa te Balkanci, ki živijo v Nemčiji. Maših. Ampak tudi tam Nemčija, Avstrija, Švica. Veš kaj, oni imajo tudi dražje dvorane, pa ti tudi ne moreš postaviti. Zdaj, če bi lahko postavil ceno 100 evrov za vstopanco, pa bi bila to neka razlika. Ampak se mi imamo že tukaj 23, 25 evrov. Nisem gledala, kdo postavi to ceno, ker sem šla prav gledati, ceno vstopanc 23, 25, 20, ne. Mogoče kakšen panč, pa kakšne te stvari, da so malo... Kdo? Ja, sam si jo postaviš. Sam si jo postaviš. Ja, sam oceniš, kaj gre čez, kaj ne. Ne sme biti prenisko, ko pa izpade tako, fakt, zakaj pocen, to ni dober. Če si postaviš predrago, je tako, to je predrago, to nam šel gledati, tako da se sam postaviš.
Koliko denarja so Slovenci pripravljeni dati za 1 uro zabave? Vstopanca. Do kam greš? Ni 1 ura. 1 ura pa pol mora biti. Najmanj Ok. uro 20, to je nek ta minimum ok. higienski. Pa jaz mislim, da je tam da je neka cifra, pa da je sprejemljiva, je tam nekje med 23 pa 27 evrov, 28 je zdaj neka taka cena. Pomož pa ta odstopanja. Denis je imel zdaj, pa Janez jih je imel v povprečju, ne vem, je imel tudi 34. Samo veš, to moš vedeti, njih je 6. Ja. Tako da je tudi več. Ne moreš jih reči 50, pa ja, ne, upat to na... pada. Ne, 50 pada. Evo, Enes Bešlagič je takrat prišel v Ljubljano in je bil v Cankarjevem domu in je imel ceno 45, 40, 50 in ni šlo čez. Je bilo res predrago. To pomeni, da so zelo cenovno občutljivi ljudje. So mogoče 10 evrov je za že- tujce bi še dal. Zato, ker ga vidiš enkrat, Ja. itak iz manjšega bazena ti kopleš tudi te ljudi, to moš vedeti. En tujc pride in reče, da bomo naredili stand-up in da lahko 100 evrov. Zdaj Kevin Hart bi prišel in bi do 150 in bi prodal 4000 kart. Ampak samo enkrat bi prodal, to je to. Ne bi on zdaj mogel narediti turneje po Sloveniji. Pa... Čeprav pri nas so tudi že zelo veliki glasbeniki imeli težave, ker niso prodali tako rekoč nič vstopnic. Ja, jaz zdaj govorim za ogromno stand-up nekih komiki. odpovedanih Ja, koncertov jaz zdaj smo že govorim za imeli v stand-up zgodovini komike, Slovenije, Tako da jaz mislim, da je to neka ta 23 do 27, da je neka taka cena. Ker so ljudje pripravljeni plačati. Ja, ker so pripravljeni plačati. Glede na to si že dolgo v tem, kako se ti zdi, da recimo rekel si, da korona je bila strašna težava, valjda, vse je zaprt, nikjer nobenega ne smemo niti iz občine, kaj šele kaj drugega. Pa vendarle, v težkih časih, mogoče malo kriznih, finančno kriznih časih, a takrat Slovenci bolj hodijo se zabavati? Ja, očitno ne. Se takrat bolj hodijo zabavati, zato ker reče, ok, saj danes grem za 2 ure nekam, pa se bom imel fajn, stane me 25 evrov, ni veliko za to, ne, pač nimam, da je za nov avto. Ja, gled, ali je v času konjunkture, ima se, može se in se pač hodi vsak dan nekam ven na stand-up, na koncert, v kino, kaj se in kaj. Kako vidiš, tako so neki te cikli, tudi Seveda, tako, da so so. finančni, tudi Seveda, pri da vas? so. Ko pride, ne vem, pride vojna v Iranu, to ne moreš verjeti, takoj za 20-30% pade prodaja kart. Res? Ja, takoj, ko so se začeli dol streljati, takoj, ko je začela vlada, ni benza, ni ovo, majke ti, nimaš benzina, ti už pa kaj na petrol. Ne, nisem prišel po benza, a lahko 2 karti za alpskega rankota, ker to mi je zdaj prva briga, ki jo imam. Ne, da natankam avto, ampak da kupam. Ja, ker rabiš malo se sprostiti. Takoj pade. Takoj pade. Takoj, če je kakšna taka kriza, da je res tak nek velik dogodek, takoj se pozna. Ker to je glej, mi ga prvi najebemo. Da smo si na jasno. Ja, kaj narediš, kaj pride kriza? Kaj začneš rezati stroške? Kjere stroške začneš rezati? Nepotrebne. Je zabava. Ja, nepotrebne. Sam veš, jaz pa lih kontra gledam. Takrat, ko je vse rabaš se malo sprostiti, rabaš se imeti malo fajn, rabaš se zabavati, rabaš odmisliti vse to. Zabavaš. 3-4 frendi se zmenijo, kupijo za 20 evrov liter pokličejo tebe, pa je to in se ga napijejo. Pridemo k pivi, pokličemo tebe, imamo za to predstavo. Jaz mislim, da ljudje, ki je res ta kriza, pa ki je res tako, da je vse v jaz mislim, da se bolj obrnejo na alkohol. In da gremo tako, da grem neki spit, da pozabam. En six-pack za domov. Ja, en six-pack pa to. Jaz mislim, da takrat, pa mogoče ne čevape obrniti. Ja, jaz mislim, da takrat, ker je res kriza, da ne razmišljajo. In mi smo takoj prvi odleteli. Takrat, ker je bil COVID, pa vse to smo mi prvi najebali. Pa kaj se je končalo? Ja, entertainerstvo. Koncertov nema, gledališča nema, vse ostalo je neki delali. Mi smo morali nehati. Glede na to, ravno iz vsega tega, zelo cikličen posel, ne samo znotraj posameznih let in nekih obdobij, ampak celo znotraj leta, si sam rekel. Pač polet valjda ni predstav, ker pač so vsi nekje drugi. Kako torej ti skrbiš za nek svoj relativno stabilen finančni svet, da nisi non-stop živčen paničen? Skoro sem živčen paničen. Pa to ne moreš, pa se delam zdaj na temu. Non-stop si pa to... Never ending story je. Res, prav delam na tem. Delam na tem, na čem? Da se ne neham psihirati. Ja, da pride maj, na mentalnem upravljanju. Da pride maj, juni, julij, avgust, da pač ni prihodka.
Mi bi lahko delali predstave, sej so neke predstave, pa to je vse odvisno od vremena. Pa tudi nekako, da smo z muzičarji zmenjeni. Mi maja nehamo, oni začnejo full koncerte, veselice, dol, tako da se malo tako izmenjamo. Muzika ima od maja do oktobra. Ampak ne, tudi ljudje se hočejo, se veš, poletje, gremo žurke, alkohol, dol. Tako da s tem se jaz skozi ukvarjam vsak let. In vsak let mi gre boljš, moram priznati, ker delam na sebi, ker se učim, trudim. Tako da imam to neko mantro, veš, ne vem, april, marc, pa imam pa te fore, zato moj poslovni partner mi teži, naprimer, prek njega delamo, prek pop teatra in potem, ne vem, mi naredimo aprila, maja so zadnje predstave in on mene kliče tako junija, ti meni misliš staviti račun za maj, pa jaz ko, počakava do julija, ne me jebat, pizda, kakšnega julija, veš, da je ta malo psihološka, kao nekaj je prišel na račun, nekaj še pride. Tako da delam na tem. Koliko pa znaš upravljati svoje osebne finance, koliko si dober v tem, da veš, 4 meseci bojo fenomenalni, 4 meseci bojo shit. Znam. Torej, moram paziti, ne, kaj veš, kakšni dobijo en mesec, zapravite prvi teden vse in potem živijo od onih 5 evrov. Jaz sem stroške skozi več ali manj iste. Znam. Si znaš razporoditi, da razumeš, da zdaj tale rukar ni večen. Ja, sem zdaj tega tukaj nisem imel, ko sem bil majhen. Veš, jaz nisem zdaj, znam, merkam na denar, nisem naresipavan se z denarjem. Zdaj sem malo bolj na easy z denarjem. Si že malo gospod, ki si v krizi srednjih let. Škrt sem bil škrt, da mi je otrok rekel, vas ti škrte, ti nič ne daš od sebe, tako da sem zdaj malo več začel dajati. Pa tudi tako imam nekako tako, sej vi ste teme mojih predstav, tako da tukaj imate vaš fi. Ženo, absolutno. Ampak jaz mislim, da z denarjem treba ravnati preudarno. Ker glej, to je milijon nekaj. Hkrati pa jaz verjamem, da mali pa mora krožiti. Valjda, da mora krožiti, vse kroži. To nekaj vsi na uno banko, ali zdaj sem gledala podatke. Valjda, da mora krožiti. 32,4 milijarde, koliko imamo Slovenci tam. Jaz sem za to, da kroži, ampak seveda pa preudarno in racionalno. Si se kaj o osebnih financah, o denarju, premoženju splošno noče tudi čez to svojo zabavno agentsko kariero zavarovalniškega agenta? Ne uporabljaš pa lunih tabelic na sebi? Ne. Pa poglej po svojem stanovanju. Ne uporabljam. Veš, da ne uporabljam. Pa tako je, te naložbe, pa te skladi. Kaj vlagaš? Pa kakšno nepremičnino, jaz sem bolj ta nepremičninska. Vlaganje imam. Torej tipičen Slovenc. Veš kaj fora? Glej, ne znam. To gambljanje s te bitcoini pa s tem kriptovalutami je to tako, jaz zmer to tako gledam. Kaj bi me bolj zabolelo, da zgubim 10 jurjev, a da na podlagi teh 10 zaslužim 10 jurjev? Kaj? A bi bil tukaj bolj vesel, a bolj žalosten in tako, bolj bi bil žalosten in razočaran, da bi izgubil, tako da ne gambljam. Pregambljal sem v življenju dost, tako da tudi, kar se tiče posla, da sem pustil šiht, da sem se začel s tem ukvarjati, da sem, ne vem, imel 1000 evrov v žepu in da sem šel v Ljubljano živeti v najem. Jaz sem res pregambljal. Tudi stavil sem kot otrok, hodil v kazinoje, kartov sem se, poker sem igral. Glej, bilo je dosti gambljanja. Tako da ni to, kar mi reče. Ne pa tako uspešen, kaj Jani Bavc. Kaj? Jani Bavc, kaj je ful pokarašan. Ja, on je profič. Jaz sem bil ta blokovska budala. Gremo igrati, pa tako zgubiš, pa tako kvaj to pizdaš. Ker hotel si neke te otvare, zdaj bomo mi stavam zaslužili denar. Tako da jaz ne rabam več tega v life. Kaj pa tako malo bolj konkretne stvari, tipa delnice, ETF, vzajemni skladi? Vzajemni skladi. Ne zanima me. Ne zanima me. In ne zanima me. In potem, če te nekaj ne zanima, ne ovlada stvari. Ne razumeš jih tako, kot bi jih moral, in stvari, ki me ne zanimajo, ki jih ne razumem. Se razumem jaz, kako delnice delajo, sem jaz končal, ampak to, da bi jaz spremljal, pa kam vlagati, pač enostavno, ti moraš nekaj vedeti. Jaz imam toliko enega dela. Na let, svojo predstavo, Ženske brez filtra, Šminko in sekirico smo delali, 3-4 projekte delamo, pa televizija, pa radijske stvari, da enostavno, da bi jaz se zdaj še s tem ukvarjal. Dnevno gledam. Kaj pa svetovalca imel? Nisem nikoli razmišljal, da bi imel svetovalca, ne.
Veš, kaj pa vem, mogoče sem malo preveč gledal teh serij, pa teh filmov, pa te svetovalce, da te dajo na kant. Vem, da se tega pri nas, ampak ni, enostavno mi je tako fajn, ni mi zdaj ta denar, da bi zdaj tako, zelo pa vse za ta denar naredili in glej, ni. Torej, tvoja prihodnost in neka varnost je v nepremičninah. Nekaj je tako. Kaj pa, glede na to, da si moški, kaj pa avti? Ne, moški, tako ful veliko ljudi za prvi resen denar si kup nek se nam ugasnila huge avto. Tista luč se nam je ugasnila. To kje je igral vlogo? Veš, to pa pomeni, da ne smeš kupiti predrazga avta. Okay. Jaz vedno nek znak vidim, veš. Okay. Ja, kaj z avti? Ja, so avti nekaj, kar je nek trigger zate kot moškega, ali ti tudi nič kaj dosti ne pomeni? Ja, mislim, ja. Ja, kupil sem si avto. Avto sem si pa kupil, ja. Klepa nisi šparil? Nam zdaj rekel, da sem nekaj vozil avtomobile, imel sem navadne avtomobile. Pa 6 let nazaj sem si kupil Audija, čist navadnega. No, pa je zdaj zadnje 2 let imam pa BMW-ja športnega, ker to sem pač od mehkega sem, veš, imaš tisto željo, da bi imel res športen avto. Da bum, bum. Ja, dejansko res vrum dela in sem si kupil. Sem rekel, ok, imel sem tudi nek budget, koliko bom dal za to, spet nisem tu vzel neke višave, ampak sem si kupil športen avto. Imamo en avto družinski, ja, nič posebenega, enega Hyundaija, tega SUV, se pravi, nič posebenega, pa jaz sem pa sebi kupil BMW-ja. Ja, športnega, dela vrum, 400 konov ima, dal sem si auspuh, tako da je nekaj za dušo. No. Okay. Pa se moš počasti. Veš, da mi je žena na koncu rekla, ko sem si kupil avto, sem rekel, jaz bi dal še auspuh gor, sem ne vem, to je ful drago. In me je prav pogledala, a ti mene zajebavaš, delaš kako 20 dni na mesec, te ni doma, ker si skozi neki okrog, dej kup si, ne ti bo gušt, ker se boš usedel v avto, ker boš pažgal in dejansko je res to. Jaz ti povem, vsakič, ko se usedem v avto, sem srečen, to kot prvo. Kot drugo, jaz, ko prijem z dopusta, greš kar malo posedeti noter. Jaz grem v avto in tako, a rabimo je kaj iskati, kot žena, ja, daj pet en krog. In jaz grem v avto in grem nekaj iskati, samo da se usedem, rad imam svoj avto. Rad imam to, kar nekako, zaslužil sem si ga. Ja, lej. Ja. Če bi si lahko kupil eno stvar na celem svetu, denar sploh ni omejitev, da bi bil res tako srečen, kot si zdaj srečen s tem avtom. Pa ni treba, da je avto, karkoli. Ne vem, bajta, letalo, ura, ali pa 2 let časa, vse mi je. Kaj bi bilo? Kaj, da bi zdaj lahko kupil? Karkoli. Ja, ne vem, glede na to, da imamo probleme s staranjem, a se da zavrteti čas? Jaz sem rekla, lahko si kupiš čas. Lahko si kupiš. Bi zavrtel čas nazaj. Vizate, ne bi, trenutno nič me ne bi. Avion, ne. Bajta z bazenom, ne. Čas. Čas je, se veš kaj pravi, da ni mogoče kupiti časa, ljubezni in zdravja. Zaradi tega je to, ne vem, če bi me karkoli usrečal zdaj. Kaj bi tebe usrečalo, bi si kaj kupila? Ne. Res ti povem, gledaj, zdaj če mi nekaj rekel, dam ti vas znar na svetu. Mogla bi ful razmišljati. Ok, nekaj pa, ne, bi kupil nekaj. Bi kupil, nogometno ekipo bi kupil. Što ka fuzbal me ful zanima, od mehkega sem spremljal, to bi kupil, da bi tako zdaj imel ful denarja in da bi se lahko vzel nekaj, pa da bi se zabaval s tem, pa da bi bil lastnik. Bil bi nogometnega kluba, bi bil lastnik. Že si mi dal, da jaz pa kupila eno firmo luxury, ki imajo vse. Obleke, čevlje, torbice, nakit, kozmetiko, pa seveda bi imela kot naložbo, torej, da se mi to dela compounding na vrednosti, pa da sem jaz še lepo skozi malo zrihtana, da mi ne rabim skrbeti za to. Pa se ti skozi zrihtana že zdaj. Dobro, škoda že lepo. Ja, bi se poznala razlika. Ja. Tako da vidiš, to. Prvič v lifeu sem zdaj tako sploh pomislil na to, tako da, ok, to bo moj odgovor. Če me bo kdo še kdaj vprašal, kaj ti ne rekel, če bi ne imel denarja, ko bo bi si fuzbalski klub, ja. Ok, zdaj pa še realna želja do konca tega leta ali pa za neko tako bližnjo, srednjeročno prihodnost, torej preboj tujino, neka dobra predstava v tujini. Glej, da končamo zdaj to poslovilno turnejo. Sem režiser in producent tudi predstave Ženske brez filtra, 2, ki pride premiera jesen.
oktobra v Cankarjevem domu imamo premiero, pa pičimo turnejo po Sloveniji. Tako da, kar se tiče poslovnega, da se to dvoje izpele tako, kot se mora speljati, mogoče kakšna televizijska vloga. To zdaj govorijo, a zdaj tako govorijo, to zdaj to sanjava. Ja, veš kaj, pravijo, da je treba manifestirati, okay. Da je treba dati energijo v vesolje, tako da oddaja, ok, pa so rekla televizijska oddaja, da končamo to poslovno turnejo, da bo ženske brez filtra zlaufale tako, kot se zagre, da naredimo super predstavo in da začnem polagati temelje za tujino. Tako da to bi dal. Vse to govorijo zdaj poslovno, a ne? Ne na privat. Ja. No, pa to seveda ob tem si pa hkrati vse štima, pa si zdrav, pa familija, pa tam male pogovarjava poslovno. Poslovno. To. No, super. Imam skoraj želj. Si mislil, da si ful skroman, ne? Kdo bi zdaj gledal, bi rekel, gleda pohlepne že. Pa ne, pa to so vse stvari, ki jih delaš. Se ni da, a veš, niso to stvari, da ti bi rekel, jaz pa hočem, da me zdaj nekdo pokliče, pa mi ne vem, nekaj, ne. To so vse stvari, ki jih delaš, ki delaš v smeri tega, ne. To ni, da ti nekaj pade. Nič mi ne pade. A veš, nič ne pade. Kdorkoli misli, da mi pade, ne vpraša moje otroke, če mi pade, pa bo vsak rekel, da ne. Jaz še čakam na to, da mi bo enkrat padla, kot se reče, sekira umet. Te lahko jutr pade. Ti se moraš sam dobro poročiti. Se ne vem, a sporočena sploh, se ne vem. Nisem, ampak nočem. A ja, samska. To zdaj malo tudi reklamo. Dubaj, mislim, ne Dubaj, to zdaj avt. A imamo kakšnega poslovneža? Danes bi rekla, Franca, jaz bi se sam bogato poročila, pa sem rekla, veš kaj, jaz pa hočem imeti svoj denar. Jaz pa hočem imeti izključno in to sem od nekdaj. Pa kako čem, da paste iz neba? Ne, da nekdo nekaj, ko vse tako, veš, tako, kot si sam rekel, vse je treba stokati, vse pušaš, se trudaš, razmišljaš, še to, še uno, ideja, ne? Ja. Da bi enkrat rekel, a si mogoče razmišljala, pa bi se rekla, wow. Veš, da sem že malo razmišljal, pa naredil načrt, wow. Pa malo sem že naredil raziskave trga, mislim, da bi šlo, wow, kaj tazga. Pa daj pošel ga k meni že. A pa glej. Tako, a veš, enkrat, da ne bi bilo skozi. Da nisi ti ta vir vsega tega. Ja, ne vem, da enkrat, pa jaz imam ideje in rečem človeku, glej, labi to naredili in on tako, daj ti vse nared, pa mi to prinesi. Ja, ni to fora. Meni se točno to dogaja. Meni prije ful ljudi s ful idejami in ne, do zdaj se mi je vedno zgodilo, da sem jaz se navdušila, zagrabila, začela delati, rintka kon in potem so me nekje pustila ali pa ne vem kaj in sem zdaj malo se naučila, da ne, postavila me je. Vidim, da se s tem tudi frendom zafrkavala. Vem ti, mogoče moral dati ponudbo. Hej, če ima kdo kakšen poslovni načrt, ko brabo kakšno finančno injekcijo, kakšnega. Ne, jaz bi vse delala. Ampak jaz bi vložil v kakšnega, ki bi imel dobro idejo. Jaz bi res vložil. Okay, torej vsi start-upi, ki imate jaz bi vložil, če imate. Jaz sem zmer za, da se usedemo, da mi poveste, kakšna je ideja. Koliko denarja bi vložil? Ne rabi to zdaj nekaj, odvisen, kakšna je ideja. Ja, ampak tako, da malo narediva, veš. Da narediva malo selekcijo. Da narediva malo piča, ne. Torej, vsi, ki imate idejo in rabite do, koliko? 50, 100 jurjev? Pa recimo, do 100 jurjev. Ok, a imaš kakšno branžo? Ne, nimam branžo. Sam če je dobra ideja, ja. S čem misliš, da te najbolj lahko prepričajo? Jaz sem odprt za vse. Ideja, ekipa, res, energija. Za vse sem odprt. Sploh ne bi nič zapiral nobenih vrat. Okay. Da bom jaz štartala z enim startupom, pa prijem k tebi denar. Ampak moram za pogodbe, procente, a veš, za del družbe. Dobiš vse, ne? Jaz verjamem, da je ful enega folka, ki ima ideje in si ne upa jeti v biznis. Školiko je tega enega folka? Ful ljudi si ne upa. Ful ljudi je tako, a veš. Jaz še kad vidim kakšnega fizioterapeuta, ki me kdaj zvije, ne? Ka me rihtajo, pa to, pa si mislim, stari, zakaj ti ne greš na svoje? In pa tako, ja, veš, pa ful je to, pa jaz ko, fuck, ab ti vedel, koliko bi dejansko lahko naredil dolgoročno, sam z nekim planom. In potem prijeva do tega, da sem se dostkrat pogovarjal s folkom, ki pa ima firme in školiko ogromno ljudi mi reče, stari, školiko folka noče imeti svoje. Hoče priti k meni, oddela, in jaz ga plačam, ne vem, 3-4 ure, to gre zdaj za res taka neka delovna mesta, ki so ful pomembna in noče imeti svojega. Hoče biti pri meni, da je na varnem cek, da mu jaz rihtam posel in da on ob 4 zaključim, da gledam. Biti čist na svojem, sploh v zelo ciklični panogi,
ker si zelo odvisen od tega, kaj se dogaja. Ne samo doma, pa tebi, ampak tudi v svetu je ekstremno težko in veliko ljudi ne želi tega tveganja. Tudi jaz sem se s full biznismeni pogovarjala, so rekli, glej, jaz mu ponudim napredovanje, višjo plačo, ampak tudi višjo odgovornost. In mi rečejo ne. Tako da pač ljudje, tudi Slovenci smo zelo taki, Američani bistveno manj, ker so drugače vzgojeni. Lej, veš, nam že rečejo, boš imel boljšo službo, ampak se boš pelil 10 km več, pa je folko ne, zdaj grem pešo službo, veš, tole pa, kar obdržim ga Jurija, ne. A veš, tako zelo so... Mislim, ni to za vsazga. To je zelo specifična stvar, lej. A greš v to, a ne greš. Tako da, če imate kakšno idejo, mislim, ne bi jaz zdaj, mi bi napraskali do teh 100 jurjev, to nisem sam jaz, imam še 2, 3, 4 osebe, ki razmišljajo podobno, pa škva folk vse dela. Jaz sem dosti tenis igram. Jaz nisem vedel, pa to so mulci stari 13-14 let, to imajo prav, ljudje vlagajo, prav milijonarji rečejo, evo, jaz ga bom zdaj financiral, ampak 10% do tok pa tok karijere boš mi dajal nazaj in če mu uspe, je to, absolutno, ampak škoh pa jih tudi fula, ampak gled. Tako da bomo nabrali teh 100 jurjev. V glavnem tako, da, dragi poslušalci in poslušalke, če imate kakšno super poslovno idejo... No, lahko je navadna ideja, ne rabi biti super poslovna. Z navadna ideja imamo kaj delati. Super poslovna ideja. Ampak lahko je tudi navadna ideja. Če znaš peč kruh, pa v špekarno odprl. No, mislim, to je tudi super poslovna ideja. Jaz sem za vse. A veš, sam, da si res v nečem dober in da lahko narediš razliko. A veš, tako da. A veš, in jaz prijem potem strganemu sukničam. In zdaj se bo to videlo in bo rekel, gledaj, kako je prišel, a se ne vidi, dobro, upam, da se ne vidi. Zdaj si ti povedal, da si se izdal za brezvedanje. Veš, kaj je fora, ker sem se zataknil? Danes, ko sem šel... Na poti? Na poti sem se zataknil prsteni. Sem bil tako hodil mimo avta in tako, in jaz ko pa da, ti mene zafrkavaš, sem rekel, ne bom zdaj hodil nazaj domov to menjati. Jaz vidim, da tudi tole nekaj pomeni. Tudi to nekaj pomeni. Franko Ranko. Mojemu očetu je ime Franko, zato jaz si Franko Ranko. Moj oče je Franko Matejčič in vmes ostaja v Sloveniji še en Ranko Matejčič, ki je živel ful blizu nas. In nekdo nam je vmes rekel, da ima hčerko Kristino, tako da če res me lahko kontaktirate. Zagotovo so bili pa v imeniku, ker Matejčičev je ekstremno manj. V glavnem, Franko Ranko, Branko, hvala za tale izjemen pogovor. Hvala tebi za vabilo. Bilo je absolutno zabavno. Jaz sem pa za danes spet sirena, to pomeni, da bo res in je treba iti naprej. Samo eno željo in sicer, da je ta podcast ful dobro pogledan. In da ima kakšen impact, ali da se te poglasa in s ful dobro poslovno idejo, ali da te pokliče še kakšen kolega iz bivše Juge, ali pa da meni pride ki sem ga omenjala, z vsem izdelanjem pa ga jaz pošljem še k tebi. Tako da, v bistvu to ni ena, to so 3 ideje, ampak katerakoli teh bo. Tudi če bo sam dobro poslušan in gledan, do zdaj je vedno bilo, ampak dajmo še malo. Tulio je, to bo, da še govori. To zdaj prvi slišam, da slišam sireno. Pa upava, da se ni nič res groznega zgodilo mest. Tako da še enkrat hvala in predvsem srečno naprej na tvoji poti. Jaz verjamem, da bo ratalo. Jaz sem poskušala biti danes tudi malo motivator, malo imaš to, upaš si, dejmo. Dejansko sem to za ene take stvari povedal, ki jih ponovadi ne govorim. No, vidiš. Sem dejansko prvič povedal. To za teh $10,000, to sem zdaj prvič povedal. To nisem še nikjer povedal. Ampak sem me to tako vprašala, da Lej, me veseli, ker noben me ni sprašal glede denarja. Skozi bo tako, kako si začel, kdaj si pa tako, kdaj si pa ti to začutil, da je finančno bilo tako, Vidiš, tako pa pridejo stvari ven, tako da sem naredila še malo psihoterapije vmes, ne? Tako. Tako da res, še enkrat hvala. Hvala tebi za vabilo, no, in vse dobro na tvoji poti. Jaz verjamem, da boš dosegla vse, kar si zadala. Hvala. To je bil še en podcast Investitorka v Pradi s Katarino Matejčič, vabljeni k ogledu, poslušanju in pa seveda slišali ste tudi, imamo tudi poslovno ponudbo, tako da če si upate, zgrabite.